Pozdravljeni v minutah za kulturo. V Celjskem pokrajinskem muzeju so minulo soboto pripravili javno vodenje po razstavi Steklo na Celjskem od 18. stoletja do danes. Na razstavi, ki so jo odprli novembra lani, je prikazan razvoj steklarstva od prvih glažut do sodobnih steklarn. Obenem pa so tokrat obiskovalce po javnem vodenju povabili še na delavnico slikanja na steklo. Steklarstvo na Celjskem ima precej dolgo tradicijo, zato ne čudi, da je bila pričujoča razstava od otvoritve do danes dobro obiskana. Odziv je bil dober, tako da res je, da v bistvu v začetku je bilo tudi veliko obiskovalcev, ki so namensko prišli samo za to razstavo. Danes se število teh seveda malce zmanjšuje. Je pa posebno zanimanje in pa zadovoljstvo tudi opažamo pri tujih obiskovalcev, ki so predvsem sedaj tu v poletnih mesecih, kajti marsikdo potem reče, a res tako poznano, tako močno razširjeno steklarstvo je bilo v teh krajih. Tako da se s tem seveda tudi nekje uvrščamo še bolj v ta srednjeevropski prostor, ki je poznan kot, lahko bi rekli, domovina steklarstva. V vsaki razstavi skušajo v muzeju dodati še nekaj spremljevalnih dogodkov. Eden takšnih je bila tokratna delavnica slikanja na steklo. Ob razstavi Steklo na Celjskem od 18. stoletja do danes smo želeli tudi s popularizacijo nekako predstavitev tehnik krašenja steklenih izdelkov nekako prikazati eno izmed tovrstnih tehnik, to je slikanje na steklo oziroma poslikavo stekla, kajti to je stara tehnika, ki jo poznamo tako rekoč vse od srednjega veka do današnjih dni. Res, da danes ni toliko popularna, bi lahko rekli, kajti samo poslikavo stekla je potem prevzelo v bistvu brušenje ali pa gravura, vendarle pa je ta tehnika še ena izmed osnovnih, kot sem omenil, krasitev samih steklenih izdelkov. Delavnico je vodila Ema Zabukovšek, ki je steklo slikarstvo poučevala na steklarski šoli v Rogaški Slatini. Gre za gospo Emico Zabukovšek, steklo slikarko po poklicu, ki je bila tudi ena izmed prvih dijakinj nekdanje industrijske oziroma kasneje bolj znane steklarske šole v Rogaški Slatini in pa seveda tudi več desetletij je poučevala tudi steklo slikarstvo v steklarski šoli, tako da številne generacije steklo slikarskih mojstrov je šlo skozi njeno učilnico in nam je še posebno zadovoljstvo, da se nam je pridružila pri tej delavnici. Obstoja veliko tehnik za poslikavo stekla, to pa imamo čopiče, potem imamo palčke, pa različne čopiče imamo, daljše in tiste s krajšo dlako. S tistim delamo cvetne liste, z čopiči z daljšo dlako se dela peclje ali pa linije, potem palčke pa uporabljamo za prašnike, pa za tiste manjše površine. Ročno poslikani kozarci imajo za njihove lastnike posebno vrednost, a zaradi cenejših načinov poslikave ti niso več tako priljubljeni kot pred leti. Mislim, da so zmer manj. Včasih je bilo, za kakih par desetletij nazaj, je bilo slikan kozarec, je bil že lahko lepo darilo, zdaj se pa bolj direktno tiskajo na kozarce, neročno delo, pa niti se tako več ne uporablja, bolj gladko steklo se zdaj uporablja. Tako kot razstava je bila tudi sobotna delavnica kljub poletnemu počitniškemu času dobro obiskana. Glede na to, da je vroč avgustovski vikend, da so to počitnice, nas je vendarle malce presenetil odziv, kajti rekli smo, poskusili bomo, kajti treba je vedeti, da zanimanje za steklo je, da ljudi zanima tudi tehnika krašenja, kajti najpogosteje se sicer srečamo z samimi steklenimi izdelki,
Prav pa je, da nekako malce dobimo pogled tudi v to, kako izdelek nastane oziroma kako ga okrasimo. In seveda še toliko bolj nekako, da lahko potem tudi prijateljem pokažemo, da smo pa nekaj sami ustvarili. Razstava o steklarstvu na Celjskem, ki so jo odprli novembra lani, se zdaj počasi izteka. Del razstavljenih eksponatov gre potem nazaj v muzejske inštitucije, odkoder so bili izposojeni, tudi k zasebnim lastnikom. Del jih bo šel v depoje, del jih bo šel pri nas nazaj v stalno postavitev. En del bo pa seveda ostal tudi kot del stalne postavitve, ki jo pripravljamo na dvorcu Strmol v Rogatcu z naslovom Steklo na Rogaškem, kajti ravno to območje Rogatca in pa njegove okolice, Maceljskega gozda in pa potem področje ob reki Sotli, je nekje zgodovinsko začetno obdobje steklarstva v naših krajih. Če si želite torej razstavo v Pokrajinskem muzeju Celje še ogledati, imate za to še dobra 2 meseca časa.